Naš gost je arheolog dr. Marko Frelih iz Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani. Dober dan. Dober dan. Letos mineva 200 let od rojstva Ignacija Knobleharja, misionarja in pionirja v raziskovanju Belega Nila. Leta 1848, ki je bilo prelomno v Evropi, ko je bil star 29 let, je šel ustanavljati misijon v osrednjo Afriko, natančneje v vzhodni Sudan. Doktor Frelih, ali imamo podatke o tem, kakšen je bil duhovni svet domorodcev, kamor je prišel Knoblehar in s katerimi verstvi in verovanji se je srečal v Sudanu, zlasti pri plemenih ob Belem Nilu? Ja, to je zelo kompleksno vprašanje, ker podatki, ki so na razpolago danes, so seveda popolnoma drugačni od tistih, ki so obstajali na razpolago Knobleharju sredi 19. stoletja. Ko se je Knoblehar v Rimu pripravljal na misijonsko delo v Afriki, je imel zelo skromne podatke o ljudstvih v današnjem Južnem Sudanu, se pravi južno od Kartuma. Takrat so zelo redki popotniki šli v tiste kraje, tako rekoč prav do juga, rečemo Sudana, so pa bili še bolj redki, predvsem tisti, ki so kaj o tem pisali. No in Knoblehar je dejansko precej, rečemo, šel z eno tako nepripravljeno misijo v ta prostor, vendar hkrati pa dovolj široko izobražen, da se je zavedal, da bo on tisti, ki bo moral izbrati osnovne informacije o prostoru, o ljudstvih in jih potem posredovati vsem tistim, ki mu bodo sledili. Tako da Knoblehar leta 1849 iz Kartuma odpotuje prvič dol na jug, pridruži se eni veliki ekspediciji ladjam, ki so šle na nek tak, rečemo, ogled tega terena, in Knoblehar je takrat dejansko se srečal prvič s tem ljudstvi ob Belem Nilu. To so bila različna ljudstva, Šiluki, Nueri, Kiki, Heljabi, Bor, predvsem pa Dinke, Nueri in na koncu Barici, med katerimi je Knoblehar preživel največ časa. Že ta, bi rekel, osnovni seznam ljudstev, ki sem ga omenil, že kaže seveda po eni strani na neko raznolikost, ne samo v imenih, ampak predvsem, če pogledamo veliko geografsko področje v razdalji skoraj 1500 kilometrov, kar je Knoblehar takrat prepotoval z ladjo, že v tej razdalji seveda je logično si zamišljati, da ne more biti tukaj neka enotna nacija, da so tukaj raznolike etnične skupine in seveda te skupine imajo tudi različen pogled na svet oziroma verovanje. Tako da, kar se tiče verskih predstav teh ljudstev, je tukaj zelo ena široka paleta različnih verskih informacij o božanstvu oziroma tistem najvišjem oziroma o življenju, smrti, o onostranstvu. No, Knoblehar lahko rečemo, da se v to kaj pretirano ni poglabljal, so pa bili že takrat potem sodobniki, ki so to malo bolj poročali in si lahko mi kasneje vseeno ustvarimo eno sliko o teh verovanjih. In lahko rečem, da ena od srednjih takih figur, ki nastopa, ki je nekako stalnica pri vseh teh ljudeh, je seveda poglavar. Poglavar ima tudi neke že božanske lastnosti, je vezan na svoje prednike, ki so božanski predniki. Potem ima tukaj skoraj pri vseh ljudstvih zelo pomembno vlogo vrač. Največkrat nastopa to tako imenovani vrač, ki je povezan z ustvarjanjem ustreznih vremenskih razmer, ker govorimo o območju, kjer več časa na leto prevladuje suša, je tam glavno vlogo seveda imel vrač, ki je ustvarjal dež. Tako da so bili to ljudje neke vrste, rečemo, šamani, ki so bili povezani predvsem z ustvarjanjem ustreznih pogojev za življenje in delo. Ti ljudje so imeli tudi močno vlogo v prednike, v te božanske prednike. Ponekod so celo verjeli, da so prvi predniki prišli iz neba. V tako imenovani, bi rekel, veliki buči je prišel njihov prvi prednik. Potem drugi so verjeli v vračanje v teh prednikov, so z njimi komunicirali. Tako da
je bila tukaj ena res pisana paleta verovanj, če gremo po neko gledati eno skupni imenovalec teh verstev, pa lahko govorimo o nekem tako imenovanem monoteizmu, vero v neko prastaro boštvo, ki je dejansko ustvarilo svet, Bog, ki je ustvaril zemljo, sonce, zvezde, vodo, se pravi, bil je nek stvarnik, verovali so dejansko v enega Boga in zelo močno vlogo imelo tukaj tudi sonce, se pravi svetloba. Tako da novejši raziskovalci, ki skušajo rekonstruirati verovanja ljudstev v Belem Nilu, vse bolj pogosto opozarjajo na neke povezave z temi najstarejšimi preddinastičnimi verovanji na območju današnjega Egipta. Rečemo, to so kulture, ki so obstajale pred obdobjem velikih piramid, velikih znanih faraonov, oziroma kulture, ki jih lahko povezujemo s tistimi civilizacijami, ki so živele na območju današnje Sahare. Vemo, da je Sahara nekoč bila čisto popolnoma drugačna pokrajina, zelena, z veliko vode, in zaradi klimatskih sprememb so se ljudstva umaknila proti vzhodu, proti Nilu. No in očitno so se tukaj neki prastari elementi prenesli potem v kulturo starega Egipta. Očitno je pa nekaj tudi preživelo med temi kulturami ob Belem Nilu. Če sedaj preideva nekoliko od teh avtohtonih religij k samemu islamu, ki je danes zelo aktualno vprašanje, Knoblehar se je v Kartumu srečal z muslimani. Kakšen je bil položaj islama v 19. stoletju v Sudanu in kaj lahko kljub skopim poročilom Knobleharja razberemo o njegovem odnosu do islama in o odnosu muslimanov do njegovega misijonskega delovanja? Ja, Knoblehar se z islamom seveda seznanil že med študijem v Rimu, predvsem je pa pomembno, da je že v Rimu se učil arabski jezik, ki ga kasneje zelo dobro izpopolnil med bivanjem pri maronitih v Siriji. On je skoraj 8 mesecev živel v Siriji, se tam pripravljal, oziroma to je bilo območje današnjega Libanona, bolj konkretno. No, tam se je pripravljal za delo v Afriki in med temi pripravami je največjo pozornost dal učenju arabskega jezika. Na koncu je znal tako dobro, da je lahko tudi že poučeval v arabščini. Tako da Knoblehar je bil izjemen talent za jezike in arabščina je bila sigurno tisti jezik, ki ga je najbolje obvladal. Tako da, ko je prišel v Aleksandrijo, se je tam zelo dobro znašel, ker je imel dobrega znanca in rojaka Antona Laurina, ki ga je tudi upeljal v ta, rečemo, politični, diplomatski svet Egipta. Egipt je seveda bil islamski, sodil je pod sultana v Carigradu in ta islamski svet je bil Knobleharju zelo blizu, ker po drugi strani je znal dobro jezik, seveda se med študijem v Rimu seznanil za islamsko vero in Knoblehar se je dobro zavedal, da bo moral primerno komunicirati s tem okoljem, se pravi, najbolje pa komuniciraš na ta način, da poznaš njihove navade, poznaš njihovo vero, poznaš njihov jezik. Tako da Knoblehar nikoli ni imel težav, kar se tiče komunikacij s temi islamskimi dostojanstveniki v Kartumu. Tam je lokalni paša se s Knobleharjem zelo dobro razumel. Seveda so bili tu neki nesporazumi, to je razumljivo. Knoblehar je bil le prišlek, prišel je iz Evrope in lahko rečem, da je Knoblehar zelo suvereno in kar lahko avtoritativno zastavil vizijo svojega misijona. To nekaterim lokalnim veljakom v Kartumu ni bilo všeč, ampak kljub vsemu je pa imel eno dobro razmerje in kakšnih večjih težav mu domačini niso povzročili. Na vse zadnje dobil zelo lepo območje ob Modrem Nilu, kjer je začel graditi misijonsko postajo. No in v času delovanja misijona v Kartumu je on tudi vse svoje pomočnike, ki so prihajali iz Evrope,
zelo dobro poučil v islamskih običajih. Že pri sprejemu v Egiptu, ko recimo jih je šel počakati v Aleksandrijo in jih potem te svoje sodelavce vpeljal v Kairo, so si ogledali tudi znamenito mošejo, citadelo, tako da so bili zelo dobro seznanjeni z islamom in lahko tudi rečem, da iz zapisov je razvidno, da predvsem Slovenci, ki so prihajali dol v Egipt oziroma naprej v Sudan, da so do islama kazali celo, rečemo, neko naklonjenost, ker so videli, kako so muslimani, bi rekel, vestni verniki, kako upravljajo svoje obrede, tako da so videli, da to res vera, po kateri se živi. Tako da musliman je bil res predan vernik in to so v zapisih pogosto poudarjali vsi tisti, ki so bili dol. Po drugi strani so bili recimo bolj nenaklonjeni koptom. Kopte so imeli za tiste, ki so izdali krščansko vero, to je po svoje zelo zanimivo. Tako da na nek način rečem, večja naklonjenost bila do muslimanov kot pa recimo do koptov. Tako da ni bilo pa nikoli nobenih problemov. Knoblechar je bil res na vse zadnje v Kartumu ena taka prepoznavna oseba. On je na vse zadnje bil tudi oblečen, že ko je v Ljubljano prišel. Vemo, da so časopisi pisali, da je oblečen po turško, se pravi, bi ga imeli lahko za muslimana. Bil je oblečen v dolgo haljo, dolg plašč z šalom oziroma turbanom na glavi, tako se je sprehajal po Ljubljani poleti 1850. Tako da Knoblechar je predvsem zaradi dobrega obvladovanja jezika in zaradi poznavanja kulture imel odprto komunikacijo z domačini v Kartumu in mu to ni povzročalo nobenih težav. Kako pa je Knoblechar in njegovi misionarji, kako so oznanjali krščansko vero afriškim ljudstvom in ali so bili pri tem uspešni? Ja, to je povzročalo veliko težav misionarjem, predvsem kar se tiče načina razumevanja se strani domačinov, ker dejansko domačini niso vedeli, kaj sploh misionarji hočejo od njih, kaj pričakujejo. Vendar seveda tudi tu obstajajo neke metode. Ne smemo si predstavljati, da so misionarji prišli tja in začeli brati sveto pismo, evangelije, jih učiti po svetem pismu Kristusov nauk, ampak je to potekalo zelo počasi. Najprej so misionarji predvsem dali velik poudarek na izobraževanje otrok. Oni so se v glavnem ukvarjali z otroci in s tistimi domačini, ki so seveda kazali interes, da živijo z misionarji, tako da so jih učili predvsem tega osnovnega izobraževanja, matematike, pisanja, jezika, slovnice in tako naprej. Šele potem so jim postopoma približevali ta pogled na Kristusov nauk, predvsem skozi razne pripovedi, slikovno gradivo. V veliko pomoč so bili misionarjem različni slikovni veri, seveda ne samo podobice, ki so jih dobivali iz domovine, ampak tudi različne motive iz stare in nove zaveze. Tako da so na nek način z nekimi zgodbami, z slikovnimi pripomočki upeljali v ta nauk, vendar pri tem pretirano niso bili uspešni. Tako da za misionarje je bilo zelo pomembno, da opravijo krst, da otroke krstijo. Namreč krst je le tista oblika, da na nek način tega človeka odrešiš nekih primarnih grehov in na nek način, ko pride do smrti oziroma ko človek umre, da je na nek način pripravljen za, bi rekel, prihod v nebesa. Da tist krst je le mogoče, vse ena oblika, ki temu človeku omogoči normalno slovo od tega sveta. Tu bi se navezal, ravno kar ste omenili krst, to je zelo zanimivo, kajti Knoblechar in drugi misionarji so afriške otroke, dečke in deklice pošiljali tudi v Evropo, da bi jih tu vzgojili. Nekaj teh otrok je prišlo tudi v Ljubljano, kjer je leta 1856 močno odmeval obred krsta črnskih otrok. Ali lahko podrobneje orišete ta dogodek, tudi zato, ker so v tem času pri nas nastali prvi stereotipi in rasni predsodki o črncih?
Ja, Knoblechar osebno ni bil pretirano navdušen nad to idejo, da bi otroke pošiljali iz Sudana oziroma tudi iz Egipta v Evropo, ker se je zavedal, da je to prehud napor za otroke in da to ne bo obrodilo dobrih sadov. No, nekateri misionarji so bili nasprotnega mnenja, predvsem italijanski misionarji so recimo veliko otrok pripeljali v Italijo, potem naprej tudi v Evropo in kot ste omenili, nekaj jih je prišlo tudi v Slovenijo. Bili so v Ljubljani, v Škofji Loki, Celju, v Mariboru, nekaj jih je šlo potem tudi na avstrijsko stran, se pravi Graz, Celovec. To je bila ena ideja, precej taka naivna, da naj bi otroke pripeljali sem z namenom, predvsem da bi jih šolali, dečke za duhovnike, deklice za nune. Seveda naj bi se po nekem določenem obdobju po šolanju ti otroci oziroma že odrasli vrnili v domači kraj oziroma v Sudan ali Egipt in tam širili krščansko vero. No, to je bila seveda neka želja, ideja, ki se pa ni najbolje uresničila, ker so otroci kar hitro začeli tu umirati, predvsem zaradi neustreznih klimatskih razmer, po drugi strani so pa ti otroci trpeli hude, bi rekel, depresije, bili so pod hudim psihološkim pritiskom, na vse zadnje najprej že v domačem kraju, ko so izgubili svoje starše, ko so jih ugrabili, odpeljali na suženjski trg, potem so jih tam misionarji odkupili, odpeljali v Evropo, popolno neko drugo okolje, v glavnem ti otroci so za seboj imeli res eno hudo trpljenje. In ko so prišli potem končno sem v Ljubljano, so tukaj se znašli še v nekem novem okolju in nekih čisto popolnoma tujih življenjskih razmerah. No in na koncu je seveda sledila še ta verska preobrazba, opraviti so morali obred krsta. Po svoje zdaj to ni nič narobe, če otroka krstiš in mu na nek način daš nek zakrament, ki naj bi ga odrešil nekih rečemo hudobnih duhov in mu omogočil neko normalno prehajanje v nebeški svet, k svetemu očetu po smrtnem življenju. To so vse, bi rekel, neke dobre namere, vendar jaz mislim, da so ti otroci kljub vsemu imeli za seboj eno zelo naporno otroštvo s to izgubo staršev, z menjanjem nekih kulturnih okolij, potem pa še to javno izpostavljanje, kot ste omenili, leta 1856 je bil tu veliki javni krst teh otrok in to mislim, da je bil res en tak hud pritisk na te otroke, ki so prišli iz Afrike. Se pravi, šlo je pravzaprav za nekakšen eksorcizem, ne, v prvi vrsti? Ja, ti otroci predvsem so bili črni, že to, da ta črna polt naredi svoj nek negativen prizvok. Mislim, da še danes to spušča tak, bi rekel, neke stereotipne predstave v tej črni barvi, bolj negativni kot pozitivni. Po drugi strani so te otroke že takrat imenovali kamovi otroci. Kamovi otroci, to pomeni, da prihajajo iz dežele, čist črne dežele, satanove dežele, kam je tudi ime za satana. To je v resnici povezava z staro besedo za Egipt, Kamet, ki predstavlja črno deželo, no, se pravi, iz te črne dežele prihajajo ti otroci in so kamovi otroci. Seveda, ko naj bi opravili krst, na prvem mestu izženeš iz teh otrok vse zle duhove. Otroci so se morali tudi javno na nek način izpovedati, da jih ne obseda več hudobni duh, da se temu duhu odpovedujejo, se pravi, to je šlo prav za tako glasno izpoved in skozi sam obred krsta z maziljenjem, z polaganjem soli na usta, s preoblačenjem v belo oblačilo, s tem na nek način naj bi se otroci osvobodili dokončno tega hudobnega duha in postali pač kristjani. No, seveda v praksi je bilo drugače, ne. Te otroci so še vedno bili temne polti in so še vedno bili zelo zavrženi v družbi.
Iz primera celo vemo, da recimo, ko je v Škofji Loki umrla punčka Hamisa, ki je bila krščena že kot Marija, obstaja celo slika, risba na platno, ki prikazuje pokop te Hamise in poleg odprte krste, v kateri leži ta deklica, je nuna, uršulinka, ki prosi Jezusa, naj reši to poganko in jo naj vzame k sebi. Ne. Se pravi, deklica je že bila krščena kot Marija, ampak v očeh te nune, ne, je bila pa očitno še vedno poganka. Ne. Tako da imamo celo tak slikovni dokument, slikovni vir, ki kaže, da ti otroci nikoli niso bili sprejeti v svojem okolju. Tudi če so bili krščeni, so bili še vedno pogani oziroma kamovi otroci. Če se dotakneva sedaj nekoliko bolj Knobleharjeve osebnosti, njegove idealizirane podobe, ki jo je v Evropi promoviral in ohranjal katoliški tisk, na Kranjskem predvsem Zgodnja Danica. Se pravi, Knoblehar je tukaj v Sloveniji užival neko podporo, vendar pa je videti, da je vseeno na nek način Knoblehar sporen lik. Ali lahko to malo bolj pojasnite, zakaj gre? Ja, zakaj mislite, da je sporen? V kakšnem smislu? Recimo, konkretno njegovi ožji sodelavci, na primer Jakob Šašelj, so opazili, da je večkrat ravnal razsipno. Franc Jaklič celo v svoji knjigi o Knobleharju zapiše, da je na smrtni postelji v Neaplju spovedniku rekel, da je velik grešnik, poln napuha in da ga je k delu večkrat priganjala nečimrnost. Če zdaj odmislimo neko samokritičnost Kristusovega učenca kot takega, se zdi, da je v Knobleharju neka dvojnost. No, jaz bi takoj rekel, nihče ni popoln. Tudi mi vsi smo grešniki, tudi Knoblehar je bil seveda grešnik, noben ni popoln. Seveda, eno je ta idealna podoba o Knobleharju, ki jo je zagotovo predvsem promoviral njegov veliki podpornik Luka Jeran, urednik Zgodnje Danice. Na drugi strani so pa seveda dejanja, ki so pa bila omenjena v pismih njegovih sodelavcev. In tu je Jakob Šašelj eden od teh, ki omenja, da je Knoblehar dejansko bil zelo avtoritativen, da je delal po svoje, da je seveda delal tudi neko selekcijo med misionarji, med njegovimi sodelavci in da je dejansko imel nek svoj pogled na celoten misijon. To na vse zadnje so mu učitali tudi njegovi cerkveni nadrejeni, se pravi tudi cerkev ni bila tukaj nekako enotnega mnenja, kar se tiče organizacije Knobleharjevega misijona, ker očitno Knoblehar res vso stvar peljal precej na svoj način. Po drugi strani ga pa treba razumeti, da je bil on zelo oddaljen od Evrope. On je živel dejansko v čisto enem tujem prostoru, ki mu ni bil ravno pretirano naklonjen, to je bil le ta islamski prostor, tam so bile tudi že prve težnje po kolonijah, bilo je veliko Evropejcev, bila je velika trgovina s slonovino, zelo konkurenčna trgovina, bil je še razvit trg s sužnji in Knoblehar je res deloval v enem precej kaotičnem okolju in on je moral vzpostaviti en svoj sistem, ki ga je obvladoval. In jaz ga popolnoma razumem, da je v tistem okolju, kjer je bil več ali manj sam, moral delati na način, ki je bil najbolj primeren in ki je morda bil včasih v nasprotju z nekimi pričakovanji misijonskega delovanja, kakor bi danes mislili tukaj pri nas, kako mora to biti, da je tam bila pa situacija le, bi rekel, precej težja in je Knoblehar moral prilagoditi na nek svoj način. Če bi pa le se odločil glede neke ocene Knobleharjevega življenja in dela, pa mislim, da nam je lahko vseeno en velik vzor. Dr. Marko Frelih, zahvaljujem se vam za ta zanimiv in izčrpen pogovor o Ignaciju Knobleharju, v katerem sva osvetlila tudi manj znane poteze tega misionarja Osrednje Afrike in pionirja v raziskovanju Belega Nila. Hvala za pozornost in srečno. Hvala vam.
7. dan.